24 mladih iz različnih koncev Slovenije je 3 dni v ustvarjalnem druženju s slovenskimi filmskimi strokovnjaki v teoriji in praksi spoznavala dokumentarni, animirani in igrani film. Med mladimi v Sloveniji je zelo velik filmski interes, tako da ne moramo ponuditi toliko, kolikor bi lahko mladih prišlo k nam v Črnomelj. Večkrat rad poudarim, da za filmsko izobraževanje v nekem oficialnem ali pa uradnem izobraževanju ni prav veliko prostora. Zato je to vrstno izobraževanje na filmskem taboru zelo pomembno, pravi Petkovič, mentor v delavnici igranega filma. Mlade igralce in snemalce smo zmotili med tem, ko so poskušali uprizoriti en plesno-pevski spektakel. Jaz glih ne znam plesati, pa ne vem, kako mi je to glih rad, ali pa peti tudi glih ne znam. A me filmsko ustvarjanje zelo veseli, dodaja devetošolec Erik. S prijatelji sem doma tako snemal filme, pa pač všeč mi je, pa igralec bi rad postal. Ja, igranje me že zelo dolgo veseli, tudi v Velenju igram v muziklu Aladin in ko sem izvedela za tabor, je neka nova izkušnja, ki sem se zelo veselila že na začetku. Ker je v 3 dneh težko spoznati filmsko slovnico in vse faze snemanja filma in ker kažejo velik interes za udeležbo na filmskem taboru tudi srednješolci, so si na črnomaljskem Ziku prizadevali tabor podaljšati in razširiti, a letos jim to ni uspelo. Žal ne, razlogi so predvsem finančni, ker enostavno v Sloveniji ni razpisov oziroma se pravi nekih projektov, ki bi podpirale ustvarjalnost, filmsko ustvarjalnost mladih. Vendar puške ne bodo vrgli v koruzo, saj želijo, tako Fink, čim več mladim omogočiti, da pridobijo še več praktičnega znanja s področja filmske ustvarjalnosti.